lepo pozdravljam spet tukaj v Kopru na drugem pohodu za življenje. Veseli smo, da smo zopet skupaj. Zbrali smo se, da skupaj pokažemo, kako smo veseli in hvaležni za naša življenja. Za življenje naših bratcev in naših sestric, naših mam, atijev, tatkov, nonotov, non, babic, detkov, tet, stricev, bratrancev, sestričen, za življenje vseh nas. Koper je res eno čudovito mesto in s pohodom za življenje in vsemi nami bo danes še lepši. Še enkrat, dobrodošli! Veste, smo pa danes tukaj tudi zato, da smo glas tistih, ki še ne morejo govoriti. Se pravi dojenčkov, ki so še v maminih trebuščkih. Tudi danes je z nami kar nekaj nosečih mamic in prav posebej pozdravimo te naše noseče mamice z enim boljšim aplavzom, dajmo! V naši sredi pa še prav posebej lepo pozdravljamo našega koperskega škofa Petra Štumfa. Gospod škof, veseli smo, da ste z nami. Prav tako lepo med nami pozdravljamo evropskega poslanca Branka Grimsa. Prosim gospoda škofa, če bi se mi pridružil na odru, da bi skupaj zmolili angel gospodov in da nam daste en blagoslov. Lepo pozdravljeni, Alen Jezus. Radi živite? Jaz tudi. To privoščimo rojenim in nerojenim. In za Božji blagoslov vseh nas, da bi vedno veselo živeli, sedaj zmolimo in Očeta, Sina in Svetega Duha. Angel Gospod je z nami v Mariji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sam tvojega telesa, Jezus. Glednik sem Gospodova. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sam tvojega telesa, Jezus. Ime sedem visoko stanu. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sam tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Prosi za nas, Sveta Božja porodnica. Molimo nebeškega Oče Angela, si nam oznanil črčenja svojega Sina. Posvečuj in podpira na svoje milosti in na svojem njegovem trpljenju in križu pred velik slavom stojenja v Kristusu, našem Gospodu. Za mir v Ukrajini, naši deželi in po svetu, za zdrave družine, za vse še nerojene, za zdravo pamet, za papežega Frančiška v njegovi bolezni in preizkušnji, da bi okreval za vse bolne in pa v drugih osebnih namenih. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sam tvojega telesa, Jezus. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Marija, pomoč kristjanov, blagoslovi vas in malo in vsemogočni Oče, Sin in Sveti Duh. Lepo, varno in mirno hodite. Torej tam, blagoslovljen nam.
Najlepša hvala, gospod Bog. Sedaj pa bomo najprej slavnostno razvili slovensko zastavo tukaj pri odru. Potrebovali bi 12 prostovoljcev, ki vas vabim k odru, da skupaj razvijemo to našo čudovito slovensko zastavo tukaj na začetku, tukaj pri Alšu. Alš. Kdo se pojavil? Tako. Sam sekunde dolgo čakam na te in prosim Bože junake, da naj me k tebi spusti. Nisva se še srečala, a vse mi slutiva, da razsvetlo gromba grobo križeva. Veselje nam je, da lahko v naši družbi pozdravimo tudi Uršo Cankar Soares. Urša, kar pridi tukaj. Zdaj, za tiste, ki še ne veste, Urša je mama 4 otrok, neumorna borka za pravice nerojenih otrok in koordinatorka slovenskih pohodov za življenje. Dobrodošla med nami tukaj v Kopru. Lep pozdrav sem skupaj, zelo sem vas vesela. Bomo skupaj zapeli Zdravljico, pa vas lepo prosim, da mi pomagate. Komu najprej veselo Zdravljico, bratječmo zapet. Obnaša nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Vrate vse, kar nas je, sinov slovenče matere. Vrate vse, kar nas je, sinov slovenče matere. Slovenče matere. Živi nas in narodi, ki krepeni dočaka dan, da hode sonce hodi, prepiri sveta opevna, da roja rozvoj sam, ne vrane sose bo meja, da roja rozvoj sam, ne vrane sose bo Geslo vseh letošnjih pohodov za življenje je človek že od spočetja. Kaj pa želimo s tem povedati? Bi prosil Uršo, da nam spregovori o tem. Ok, tako. Zdaj vam vse potegnem. Evo, še enkrat vas lepo pozdravljena Primorska. Sem vesela, da smo spet skupaj. Najprej, da ne pozabim, že naprej čestitam vsem mamicam in tistem, ki boste mamice, ki ste že mamice, ki
Bom se zapustiti. Evo, tukaj mi smo danes prišli z enim namenom, in sicer, da praznujemo življenje. In vas za začetek spodbudim, da pogledate malo levo desno, pogledate sosedu v oči. Kakšne oči ima, kakšne barve ima oči? Kakšne barve ima las, lase? Veste, vse to, barvo las, barvo oči, višina, spol, vse to nam je dano že v spočetku. No, a mi smo lepi, pogledajte se, vsak je malo drugačen, vsak ima na sebi nekaj edinstvenega, nekaj, kar je samo njegovo. Rada bi vam povedala, da je en študent doktorskega študija na Univerzi v Chicagu in njegov gostil Jacobs naredil 3 zelo zanimivi raziskavi. Najprej je vprašal ljudi, kdo mislijo, da je verodostojni vir informacij o tem, kdaj se začne človeško življenje. Večina ljudi pa je odgovorila, da so to doktorji biologije. Potem pa je naredil še eno raziskavo med doktorji biologije z vprašanjem, kdaj se začne človeško življenje. In več kot 95% biologov je odgovorilo, da je to v trenutku oploditve, spočetja. Tako da, vedno postavljeno znanost za verodostojno. Zakaj se potem to ne upošteva znanstvenih dejstev? In naprej, doktorica molekularne genetike, dr. Klara Samuel, pravi, da če tudi ne bi vedeli, kdaj se začne življenje, da mnogo ljudi govori in s tem opravičuje splav, bi to, da v bistvu ne vedo, kdaj se začne življenje, bil v resnici argument proti splavu. Zakaj? Predstavljajte si, da ste lovec in greste na lov s prijateljem, s katerim se na neki točki ločite in greste vsak v svojo smer gozda. V prvoju se nekaj premika in vi niste sigurni, a je to srna ali je mogoče tisti vaš prijatelj. A boste ustrelili? To bi bilo kriminalno dejanje, če bi ustrelili, ker je za te prvoje lahko človeško življenje. Torej, če je možnost, da v maternici človeško življenje, bi bilo strahotno, da dobili to življenje. In genetičarka gospa Sandra nadaljuje, da so znanstveniki popolnoma gotovi, da se človeško življenje začne s spočetjem. Ob nastanku novega človeškega življenja pri oploditvi, ko se združita moška in ženska spolna celica, nastane nov, edinstven in neponovljiv genski DNK zapis, kjer je vse to, kar smo že prej našteli, znano in se ne spremeni celo življenje. In veste, otročku, kdaj mu začne biti srce otroci, ali veste? Že pri 3 tednih otroku začne v maternici biti srce. To je večinoma žensk še sploh ne ve, da so noseče in jim že bije srce. Pri 7 tednih otročeta že sklene rokice. Pri 10. tednu mu že zaznajo možganske valove. Pri 12. tednu že lahko požira, se praska po glavici. Pri 14. tednu ima že prstni odtis. Med 18. in 35. tednom jih lahko zdravniki operirajo v maternici. Lahko otroci čutijo bolečino, se smejijo, kašljajo, zehajo, kolcajo, se odzivajo na svetlobo in zvok, spijo in verjetno celo sanjajo. Nekateri znanstveniki pa pravijo, da otroci lahko v maternici tudi jokajo. Torej to, da je otrok najprej zigota, nato blastocista, nato embrio, potem pa fetus, nikakor ne zmanjšuje njegove človečnosti. To zgolj pojasnjuje človekovo starost. Nič drugače kot tako naprej, novorojenček, malček, predšolski otrok, šolar, najstnik in potem odrasel. A se vam zdi pošteno, da ljudi ločimo na tiste, ki so mlajši in starejši, imajo mlajši, manj pravice živeti kot starejši? Se vam zdi to pošteno? Kako se torej lahko kot družba odločimo, da je tako velika skupina ljudi, kot so ljudje v maternici, manj vredna kot tisti, ki smo že prišli iz maternice? Kdo lahko o tem odloča? Ti naši prijatelji tam čez? Kdo se lahko vzame to pravico? Kako lahko zakoni ščitijo eno skupino ljudi, drugih pa ne? Kaj smo mi neka privilegirana skupina? To, da imaš človekove pravice, je dovolj zgolj to, da dobiš človekove pravice, je zgolj dovolj, da si človek.
In otrok pred rojstvom je človek. Povejmo, otrok pred rojstvom je človek. Potem takem lahko etiketiramo za manj vredne tudi druge skupine ljudi. To že vidimo v naši družbi. In ta poskus dehumanizacije spremljamo prav sedaj. S poskusi legalizacije zastrupljevanja odraslih, od starelih in nemočnih. Dehumanizacija otrok v maternici, dehumanizacija ostarelih. Dve strani istega kovanca kulture smrti. Oboje je huda krivica. Popravili bomo pa samo tako, da bomo izobrazili v tem naše otroke, ki bodo potem prekvasili družbo. Sem že skoraj pri koncu. Za konec se bi rada naučila še eno definicijo, ki vam lahko pride zelo prav. Odgovor na vprašanje, zakaj je splav narobe, gre tako. Namenoma vzeti življenje nedolžnemu človeku je vedno narobe. Splav vzame življenje nedolžnemu človeku. Zato je splav vedno narobe. Torej, dragi zbrani, bomo branili nedolžne in nemočne. Slednjič lahko to naredimo že v jeseni. Lepo povabljeni na vse slovenski pohod za življenje v Ljubljano. Potrebujemo prav vsakega izmed vas. Tudi zato pridemo na Primorsko, da vas navdušimo, da se nam pridružite tudi v Ljubljani. Zakaj? Saj veste, napisali bodo, da nas je bilo 100. V Ljubljani, ko nas je več 1000, napišejo, da jih nas je nekaj 100. Tako da rabimo veliko ljudi, kajti le skupaj smo lahko močnejši glas za nerojeni. Tako, sem že skoraj konec. In samo še to. Mi že vemo, da smo s pohodi za življenje že rešili eno človeško življenje. Kajti lani je na pohod v Ljubljano prišla mamica z dojenčkom, ki je prav na pohodu za življenje izvedela, kje lahko dobi pomoč. In sicer na stolnici zavoda Živim in se je potem obrnila na njih in zato ta otroček živi. Tako da hvala vam, ker ste del spremembe naše kulture na bolje. Če rešimo eno življenje, je vredno. Lepa hvala. Urška, lepa hvala za ta govor. Dajmo še en velik aplavz za Urško in za vse nas. Torej, kako vemo, da je nerojeni otrok človek? Med drugim tudi zato, ker ima bitje srca. In sedaj vas vabim, da skupaj prisluhnemo posnetku bitja srca otroka v maminem trebuhu. To je bil zvok srca otroka v maminem trebuhu. Sedaj vas pa povabil, da prisluhnemo kratkim pričevanskim zgodbam, ki govorijo, kako dragoceno je vsako življenje. Nataša Juriševič je upokojena babica. Videla je mnogo veselih in žalostnih zgodb. Pri slednjih ni ostala ravnodušna, ampak je poskušala pomagati. Prisluhnimo njeni zgodbi. Ker pa gospe Nataše danes ni z nami, bo zgodbo prebrala Mojca Mamič. Spočetje otroka je 9-mesečno potovanje v maminem trebuhu objemu. Največji čudež je, kako se mali otrok na svet poda. Sem upokojena babica. Delala sem v porodni sobi, na patronažni, kjer sem na domu negovala novorojenčke in mame po porodu in dispanzerju za žene. Veliko je bilo nosečnic, ki so prihajale na preglede v pričakovanju zaželjenega otroka. Ob sobotah je bila ambulanta za dijake in študente. Žal so prišla dekleta predvsem za kontracepcijske tablete. Z vsako pacientko sem se pogovorila
o posledicah in škodi, ki se lahko konča žalostno. Če je bila pri kateri ugotovljena nosečnost in bila nezaželena, sem si še posebej vzela čas za pogovor. Poslušala sem njihove zgodbe, polne žalosti in stisk, in jih kljub temu spodbujala, naj premislijo, ker jim je prav ta mali otrok namenjen in bo prinesel v njihovo življenje veliko veselje. Za vsako dekle ali ženo, ki si je premislila in obdržala otroka, je bila zame velika zmaga, veselje in sreča. Zakaj? Mame so po 6 do 8 tednih prišle na pregled in nekatere so prinesle pokazati svojega otročička. Naj vam povem samo eno zgodbo. Nekoč je prišla ena gospa na pregled. Ko je prišla od zdravnika, je stopila k meni, objokana in trdno odločena, da ne bo rodila otroka. Nikakor je nisem mogla prepričati, odšla je za volante. Nekaj se je v meni premaknilo in šla sem za njo. Poklicala sem jo in jo objela. Rekla sem ji, da bo še vse dobro. Čez en mesec je ponovno prišla na pregled, odločena, da bo rodila. Pogosto je imela skrbi in strah v sebi. Potrebovala je pogovore in spodbudne besede. Njena zgodba se je zaključila z rojstvom zdrave deklice. Tudi s podzemlji prihajala več pogosto, so se pa srečevali občasno v mestu. Vedno se mi je zahvaljevala in govorila, kako srečna je, da je držala tega otroka. V dolgih letih sva se slučajno srečali v mestu. Pogovorila me je in mi povedala, vsa ponosna, da ima vnuka, ki ga je rodila prav ta deklica. Objeli sva se in si odmetili, da se bomo še srečali. Moj zaključek je, da je vsak otrok čudež, zato da sklenimo in ljubimo. Hvala lepa. Iz srca med nami pozdravljam Aleksijo Bizjak Lopez, ki nam bo zapela tako prelepo pesem.
Med vami so sedaj tudi škatle s prostovoljnimi prispevki. Bi prosil, da jih pokažete, te, ki jih imate. Fantje, v glavnem so med vami škatle za prostovoljne prispevke, ker vsi te pohodi za življenje lahko so omogočeni samo s prostovoljnimi prispevki. Veliko nam pomagate z vsakim darom, da lahko potem ozaveščamo in pomagamo ljudem v stiski, oziroma mamam in staršem in seveda nerojenim otrokom. Na oder bi pa sedaj povabil mlado magrico Janjo Račič ter Žigo Maurer. Janja je bila študentka in prišla pred težko preizkušnjo. V svoji stiski je pokazala velik pogum. Razni ljudje so ji namreč svetovali, da je pomembna ona, njena prihodnost in kariera. Ona pa je dala prednost otroku. Lepo vas pozdravljam, vse tiste, ki smo tukaj, tiste, ki ste prišli v Namreč. Moja zgodba se začne prav tukaj tukaj. Približno 10 let nazaj, ko sem bila študentka, 20 minut hodim tukaj je študentski dom, kjer sem imela svojo sobo. Prav pri tem študentskem domu sem dovrševala fanta, ki me svoje znanje spremljali. Zato sem vedela skriti za njim. Hitro sem izvedela, da sem noseča. Novice sem se zelo razveselila in niti za sekundo nisem pomislila, da dojenčka ne bi držala. Zanj novice ni bil tako zelo vesel. Odločil se je, da hoče. Ni bil pripravljen hoče za nadaljevanje mojega straha. Ostala sem sama v študentski sobi, ki sem si udelila skupaj s Timom. Staršem sem imela ne nobene pomoči sorodnikov. V lasti sem imela Bil na vodi mene so mi hitro začeli nagovarjati na sprav in nisem mnenja, da če sem morala spraševali so me, kako bom dobila toliko ali plačala šolske izleze. Skratka, uspelo je meni, da plačali vse pravnega življenja. Jaz sem mlada in iskala sem odgovore prekrasno. Oni, jaz sem izgovorila, in mi govorili, da naj naredim strah. Želela bi si, da bi vsi bili v državni organizaciji, kadri bi bili res prekrasne. Mislim, da sem zopet premagala, da ima posameznik tako velik vpliv na odločitve posameznika. Vse besede predstavljajo pravi čas, nimaš dovolj denarja, nimaš stanovanja, se ti sploh zavedaš, kakšne so razlike v svetu. Vse to so meje, ki jih človek postavlja sam. Naj ne bo takšno prepričanje razlog, da se ustavi. Odločitve sprejeti stiske so največkrat napačne. Izven teh mej obstaja drugačno, lepše življenje. Obstaja občutek, ko sem svojega dojenčka prvič sprejela v naročje in presežem vse besede. Nisem vedela, da na svetu obstaja tako velika ljubezen. Jonatan je moja sreča, moj ponos. Naučil me je, da sreča ni odvisna od velikosti sobice in ne od denarja. Neizmerno me srečuje. To, da sem lahko mama in nekaj najlepšega in vse, kar imam. Ne bi znala drugače. Prav tukaj čutim svojo moč. Še enkrat bi rada poudarila, da vsak lahko pomaga spremeni življenje. Hvala za odložitev, hvala vsem, ki ste mi v stiski pomagali, hvala za ta dogodek, ki spreminja zgodbe. Opozarjam, da stiski nimajo in so normalni del našega življenja. Nikakor pa ne vaš konec.
Janja, hvala za tako čudovito pričevanje. Jaz sem prišel pa iz strani Zavoda Živim in sicer nas malo predstavim, da tudi mogoče, če je kdo tukaj v stiski ali pa če sliši, ki je v stiski, da ve, kam se obrniti in ve, kaj pričakovati. V Zavodu Živim stojimo v strani ženskam v stiskah, ki doživljajo nosečnosti ali splavu ali po splavu. Nudimo jim pogovor, svetovanje, terapije, duhovne vaje za ozdravljenje po izgubi otroka in materialna, finančna pomoč preko programa Preživim in dobrodelne trgovine Skupno dobro. Stiska in trpljenje po splavu sta nepredstavljiva. Največkrat v tem svojem doživljanju ženske ostanejo same in izolirane od sveta. Zato jim želimo na Zavodu Živim sporočiti, niste same. Ne obsojamo vas, ampak vas sprejemamo s sočutjem in empatijo. Najlepša hvala Janja, najlepša hvala Žiga. Hvala Zavodu Živim za pomembno poslanstvo, ki ga opravljate. Hvala vsem pričevalcem, ki mogoče se boste drugo leto opogumili, da nam kaj spregovoriste. Pomembno je, da Pohod za življenje podpirajo tudi politiki, zato smo veseli, da je danes, tako kot lansko leto, z nami evropski poslanec Branko Grims, ki ga prosim, da se mi pridruži na odru in nas lepo pozdravi. Spoštovani, vsem prav lep pozdrav. Danes smo se zbrali tukaj zato, ker zavračamo kulturo smrti, ker sprejemamo in odločno podpiramo kulturo življenja, vse, kar je dobrega, kar je lepega, kar je človeškega, kar krepi slovenski narod. In to sporočilo v slovenskem narodu, ki ima prenizko rodnost, samo okoli 1,5 uradno, dejansko pa še nižjo, je izjemno pomembno. Potrebujemo premik, potrebujemo najbolj pozitiven civilizacijski premik. In zavedati se moramo, da nihče od nas, ker nas stalno potihajo, ni za nobeno prepoved. Zmaga dobrega bo dosežena takrat, ko slabe rešitve kulture smrti, ki v resnici ne prizadanejo samo žrtev, nerojene, bolnike, starejše, ampak tudi njihove bližnje, ker vam seveda častilci kulture smrti zamolčijo. Nikomur več niti na misel ne bodo prišli. To je naš cilj in zato potrebujemo najbolj pozitiven civilizacijski premik, premik stran od kulturnega marksizma in tako prihranjen denar nameniti za podporo demografiji, za podporo družini, za podporo otrokom, za podporo materinstvu in očetovstvu. In ker je čez 2 dni materinski dan, da v tem trenutku opozorim, da je prav materinstvo najbolj pozitivno, najbolj pomembno poslanstvo ženske. In zato ne v tej priložnosti vsem materam, vsem, ki še bodo matere in vsem, ki bi želele biti mamice, iskreno čestitam za materinski dan. Bog vas živi, Bog živi krščansko Evropo, Bog živi krščansko Slovenijo, Bog vas živi, Bog živi slovenski narod. Najlepša hvala. Evo me zanima, če se je kdo zapomnil, kaj je geslo vseh letošnjih pohodov za življenje. Ga bomo ponovili. In sicer človek že od spočetja, se pravi človek že od? Spočetja! Človek že od? Začetka! Ali ste pa sami? Začetka! Dobro je. Zdaj pa je pred nami osrednji del današnjega dne. Pohod za življenje po Kopru. Pohod bo letos potekal ob morju do mostov z Žusterno in nazaj. Na oder vabim
Davida Belaca, vodjo mladinske skupine Pohoda za življenje, ki nas bo usmeril na pot. Živa, nekaj ful kratkih navodil. Torej, zdaj se bomo postavili v vrsto. Najprej bo prišla mladina s velikim transparentom. Za mladino bodo družine, potem bo velika slovenska zastava. In čisto na koncu se vsi skupaj postavimo v lepo, ravno eno vrsto. Prosim vas, da se držite navodil policistov in redarjev. In pa predvsem nagovarjamo starše, da pazite na svoje otroke, da pač kašelj ne bo stekel na cesto. In to je vse. Hvala. Hvala, David. Se pravi, sedaj gremo na pohod za življenje po Kopru. Tako kot nam je dal navodila David, ko pridemo nazaj, pa nas tukaj čaka še veliko lepega. Pozdravil nas bo vodja pohoda za življenje v Kopru Martin Vuk. Veselo bo s harmonikami in plesom, v glavnem fešta. Za lačne smo pripravili kruhke s polenovko za otroke z modelom. Lahko tudi za otroke s makalajami, ko rečemo pri nas. Tudi za žejo bo poskrbljeno, skratka, fešta bo, dejte ostati z nami tudi po tem pohodu. Zdaj pa, naj se pohod začne, ne? Aplavz! Sam smo rekli, sam. Mamica, dobil sem že srce. Že s tem dobivam kurjo topi za življenje. Gremo. Mamica, veliko nas. Zakaj mi je samo nikaj, nisem smela. Mamica, veliko sem ti. Če bi bilo po moje time, bi prišla sem. Zdaj bom, ker moram srečati Oh my. Mamica, poglej, kako sva smešna. Kariera bi bila brez tebe mnogo bolj uspešna. Mamica, poglej, kako brcam. Ne grem se mali, speli se, kaj delaš tu pod srcem. Mamica, poglej, kako sem lep. Če bi bilo po moje, ti ne bi prišel na svet. Me slišiš, mama, za golo življenje te prosim. Me slišiš, mama, živel bi rad, te prosim.
Naša družba izgublja prave vrednote, naš svet se pogreza v brezno sramote, a mi pa nič ne storimo.
Bog blagoslovi Slovenijo, Bog blagoslovi Slovenijo, vero življenje prebudi nam, srečen najprosti žena. Bog blagoslovi Slovenijo, Bog blagoslovi Slovenijo. Če ne veš, prepričaj se s svojimi očmi. Kje je Tatjana? Včasih se zbudim, cel hladen dan, takrat me ti objameš in vem, da vse imam. Včasih je lepo, zadijo polje sreče, takrat si ti ob meni, takrat mi je najlepša in naj traja. Zdaj znana leta so pred nami. Ti z mano znaš, ti je lep občutek, ko veš, da vse imaš. Ti z mano znaš, meni desna prestala, bomo zahodu, za roke se držala. Ti z mano znaš, ti me poznaš, je lep občutek, ko veš, da vse imaš. Ti z mano znaš, meni desna prestala, bomo zahodu, za roke se držala. Mislim na jeseni, še vidim se ob tebi, prinesiš opet cvetja, na poletja in še
Pelimo bilo jo Ljubljano. Če pa ne bo hodila tja, Boš šla z letalom in sam vano. Tedaj matice oglasi, župana cukne za rokav. Na cesti zebra naj beži, da pridem v šolo cel in zdrav. Spet so modrovali, krave smo piščali in pametovali.